Pozdravljeni. Moje ime je Tomaž Vuk, prihajam iz podjetja Salonit Anhovo in sem aktiven član Združenja za beton Slovenije. Danes bom govoril o betonu in njegovi vlogi v trajnostni gradnji in krožnem gospodarstvu. Prispevek sem pripravil skupaj s kolegi, soavtorji iz Združenja za beton Slovenije. Soavtorji so dr. Jakob Šušteršič, dr. Aljoša Šajna, Sašo Seljak in Lojzka Reščič. V Združenju za beton Slovenije se že vrsto let ukvarjamo z vlogo betona v sodobni družbi in trajnostni gradnji ter krožnem gospodarstvu. Od leta 2013 vsake 2 leti organiziramo posvet na to temo. Beton je za vodo druga najbolj uporabljena snov na Zemlji. Porabi se ga več kot vseh drugih gradbenih materialov skupaj. Ima izjemne fizikalno-mehanske lastnosti, njegova uporaba je enostavna, surovine so dostopne praktično povsod, je lokalen material, je poceni, omogoča kreativnost pri uporabi, saj ga lahko vlivamo v poljubne oblike, včasih mu zaradi tega rečemo tudi tekoči kamen. Zaradi vsega naštetega ima primat med materiali, njegova uporaba se je razmahnila v 20. stoletju in še vedno narašča. Infrastruktura sodobne civilizacije temelji na betonu, z urbanizacijo želimo graditi višje in globlje v nebo in pod zemljo. Tu pa se pokažejo resnične prednosti betona. Beton je okoljsko učinkovit material. V letu 2014 je bila objavljena študija, ki je ocenila materiale v evropskih stavbah s stališča rabe naravnih virov in vplivov na okolje. Vplive je povzela v kombiniranem kazalniku, ki vključuje energetsko učinkovitost ter vpliv na klimatske spremembe, omejenost virov in toksičnost proizvodnje in rabe materialov. Betona je v stavbah 15-krat več kot vseh kovin skupaj. Hkrati pa je 80% vseh vplivov na okolje povezanih z vgradnjo kovin. V stavbah je 25-krat več betona kot lesa. Njegov okoljski vpliv pa je le 12-kratnik okoljskega vpliva vsega vgrajenega lesa. Tudi zaradi okoljske učinkovitosti je beton najbolj uporabljen gradbeni material. V evropskih stavbah je vgrajena 40% betona, preko tega pa je v stavbe vgrajeno le dobrih 16% energije. Potreba po trajnostnem razvoju bo prednosti betona le še bolj poudarila. Beton je od nekdaj vpet v krožno gospodarstvo. Že danes se v proizvodnem procesu betona zaključujejo poti številnih materialov in iz drugih procesov in industrij. Beton je tudi reciklabilen material. Zaradi obsega njegove uporabe in zaradi lokalnega značaja proizvodnje je tako rekoč idealen gradnik krožnega gospodarstva. Prednosti betona za trajnostno gradnjo. Kot smo že omenili, je to lokalen material, njegove surovine so predvsem kameni agregat, pesek, voda in cement kot vezivo. Vsi ti materiali se proizvajajo izrazito lokalno. Zaradi tega, ker so ti materiali na razpolago v zelo velikem obsegu, tudi
nimajo velikega vpliva na rabo naravnih virov oziroma ne govorimo o materialih, kjer bi z njihovo uporabo lahko ogrozili obstoj teh virov. Ima tudi zelo nizek okoljski vpliv in veliko energetsko učinkovitost. Z njim lahko gradimo trajne objekte. Prav trajnost v zadnjih letih postaja vedno bolj pomembna in je lahko eden ključnih elementov za zmanjševanje vplivov vseh materialov na okolje. Beton tudi v celotnem svojem življenjskem ciklu v svojo strukturo veže ogljikov dioksid in beton je 100% reciklabilen. Na koncu bi vas želel povabiti na 5. posvet Beton in trajnostna gradnja, ki ga bomo organizirali v oktobru naslednjega leta. Te posvete v okviru Združenja za beton organiziramo vsake 2 leti in naslednji posvet bo posvečen betonu v krožnem gospodarstvu. Hvala za pozornost.